Lepo pozdravljeni v novem videu na kanalu Jecljam. Današnja tema je pozitivna vibracija. Torej, o čem bom govoril danes? Danes bom govoril o tem, kaj pozitivna vibracija je, kakšni so načini, da pridete do pozitivnega razmišljanja in kaj je pozitivno razmišljanje, ter kateri so načini, kako priti do te tako imenovane pozitivne vibracije. Ste pripravljeni? Začnimo. Pozitivna vibracija. Kaj to sploh je? Sicer ne vem, če ta termin sploh obstaja, ampak sam si ga predstavljam kot takega. Torej, pozitivna vibracija je vibracija, ki na nas vpliva pozitivno v celoti. To pomeni, da vedno razmišljamo pozitivno, tudi takrat, ko imamo slabše dneve. Vsi namreč vemo, da takšni dnevi prej ali slej pridejo v naše življenje. Torej, da ponovim, pozitivna vibracija je vibracija, ki pozitivno vpliva na nas, pomeni, da pozitivno razmišljamo in tudi gledamo pozitivno na življenje. Pozitivno razmišljanje. Kaj menite, katera je tista specialna sestavina, da pridemo do tega razmišljanja? Sam menim, da se vse začne pri tem, da moramo biti optimistični. Kajti, ko smo optimistični, gledamo optimistično na svet, gledamo pozitivno na okolico, razmišljamo pozitivno. Torej, nismo zamorjeni, po domače povedano. Da vam osvežim spomin. Kaj pomeni biti optimistična oseba? Torej, optimistična oseba pomeni, da gleda optimistično na svet, razmišlja pozitivno in optimistično, ter ponavadi ni konfliktna oseba. V večini primerov se probam pogovoriti, kadarkoli nastane problem. Tu vas moram opozoriti na eno stvar. Razlika je med tako imenovano navadno optimistično osebo ali preveč optimistično osebo. Kajti po drugi strani, če smo preveč optimistični, to spet ni dobro. Kajti potem po domače povedano vidimo svet v rožicah. Pa to ne od pijače. Torej, sam menim, da mora biti tukaj neko razmerje, da moraš biti racionalno optimističen, da imaš vsega malega ravno prav, da znaš tudi konstruktivno pogledati na svet oziroma tudi sebe prizemljiti, če vidiš, da začneš razmišljati malce preveč optimistično. Moram vam priznati, da ko sem bil mlajši, nisem bil optimistična oseba, daleč od tega. Bil sem dokaj negativna oseba, kajti že takrat je vrelo v meni tisto prepričanje, zakaj jaz, zakaj moram biti ravno jaz tisti, ki jeclja. Seveda to se je poznalo tudi v moji socializaciji in to je bilo predvsem tudi zaradi jecljanja. Kajti moje jecljanje je bilo tako slabo takrat, da se niti upal nisem govoriti z puncami. Seveda tudi ostale stvari na področju socializacije so bile pri meni na dnu. Praktično hodil sem v šolo, domov, tu in tam sem obiskal kakšnega prijatelja. To pa je bilo tudi vse. Sem pa imel primer v osnovni šoli, ko je sošolec jecljal, ki pa je bil ravno nasproten od mene. Brez problema se je pogovarjal z dekleti, imel je veliko prijateljev, praktično jecljanje ni na njega vplivalo tako, kot je name. Verjetno sem že takrat hotel biti perfekten v govoru. Ampak takrat so bili tisti logopedi, ki sem jih imel, bolj tako. Hodil sem sicer v zdravstvene domove, ampak nekako njihove metode mi niso ustrezale. Ne vem, ali je to zaradi njihovega splošnega neznanja, jecljanja, kajti
logopedija ni samo jecljanje, so tudi še druge stvari, ali pa zaradi česa drugega. Ne vem. Če imate dobro samopodobo in predvsem samozavest, vas bodo ljudje poslušali, kajti vi boste oddajali tisto dobro, pozitivno vibracijo. In ljudje se nalezajo te pozitivne vibracije tudi od vas. Poskusite, boste videli, da to drži. Moram vam pa priznati, da že takrat, ko sem bil tako majhen, vem, da sem imel drugačno razmišljanje na svet, kot so ga imeli drugi. Kljub mojemu zelo močnemu jecljanju sem bil namreč že takrat hvaležen, da lahko govorim. Kajti koliko ljudi na tem svetu ne more govoriti, zaradi bolezni ali zaradi kakšnih drugih stvari. Zato vedno jaz pravim, govor je dar, ki ga moramo ceniti.